Pozdravljeni! Po prvem in drugem prostem treningu je čas za prispevek, kjer bomo skušali nekako dognati, kaj lahko pričakujemo od kvalifikacij velike nagrade Savdske Arabije. A najprej, kot običajno, se bomo za trenutek ozrli v tehnične novosti. No, prva novost ni toliko tehnična, ampak prav vse ekipe so se poklonile spominu na Franka Williamsa. In vidimo lahko, kako so vsi na svojih bolidih pokazali napis, ki nekako časti tega človeka, ki je imel izjemno rad Formulo 1, za ta šport žrtvoval marsikaj in tudi nam, navdušencem, dal ogromno. A kljub vsemu, tu v Savdski Arabiji imamo tudi tehnično zanimivost, katero moram omeniti. Namreč proga kot taka zahteva prav zanimivo konfiguracijo zadnjega aerodinamičnega stabilizatorja. Vidimo tisti glavni profil, kot je na fotografiji McLarena, izjemno ploščat, medtem ko oni zgornji, pomožni, je pa pod dokaj ostrim kotom. A zanimivo je tisto, kar lahko vidimo na naslednjem posnetku iz strani Red Bulla. Prvi pogled nič kaj takega, izjemno podobno tistemu, kar smo videli pri samem McLarenu, čeprav spodnji profil ima tisto značilno konkavno obliko, ampak videli smo ga. Če smo natančni in pogledamo spodnji profil tam, kjer je pritrjen mehanizem za odpiranje sistema DRS, bomo videli ojačitve. Ojačitve, ki so jih, kot kaže, naredili na licu mesta. In na zadnjih dveh dirkah smo se spraševali, zakaj je sam sistem DRS tako plapolav, ko ga je voznik skušal vklopiti. In sedaj vidimo ponovno težavo pri Red Bullu, pa upam, ne bo vplivala na sam razpored dirke. Zaenkrat v tem trenutku nimam kakih podatkov, da bi pri Red Bullu Maxa Verstappena vgradili nov motor z notranjim izgorevanjem. To bo jasno šele jutri, ko bomo spremljali tretji prosti trening in predvsem kvalifikacije. A o tem seveda, ko bo čas. Sedaj bomo ogledali, kaj smo pravzaprav videli in razumeli na obeh prostih treningih ter kaj lahko pričakujemo na samih kvalifikacijah. Prvi prosti trening je potekal ob dnevni svetlobi. Vozniki so šele spoznavali samo progo. In kot dobro veste, prvi prosti trening ni pravi pokazatelj razmerja moči. In videli smo fantastične rezultate Maxa Verstappena s tisto najtršo mešanico pnevmatik. Pustimo sedaj simulacijo samih kvalifikacij na tisti mehki pnevmatiki z rdečim napisom na samem robu. Ampak s tisto najtršo je bil Max na prvem prostem treningu, po mojem videnju, korak pred ostalimi. Kot sem dejal, prvi prosti trening ni pravi pokazatelj. Čeprav, če sem pravilno sledil dogajanju, sem videl nekaj zanimivega. Nisem zapazil, da bi pri tovarniški ekipi Mercedes uporabljali drugo mešanico kot ono najmehkejšo C4. A morda sem kaj spregledal. Zgodba je bila čisto drugačna na drugem prostem treningu. Ta je seveda v tistem nočnem času, ko je sonce zašlo in so odprli umetno razsvetljavo. In videli smo na prvem in drugem mestu Lewisa Hamiltona ter Valtterija Bottasa. In to še ne pomeni nič, če se
nekako zavedamo dejstva, da sta oba voznika najhitrejši krog postavila na pnevmatiki medium, vsi ostali pač na pnevmatiki soft. Tu sem zasledil ob komentiranju, da je baje Valtteri Bottas bil na progi tudi s pnevmatiko soft, čeprav ni napravil kakega hitrega kroga, a Lewisa Hamiltona s pnevmatiko soft nisem zapazil. Morda sem spregledal, ampak vidi se, da pri Mercedesu so začeli vikend nekako drugače kot pri Red Bullu. Pri Red Bullu so šli tisto klasično varianto. Eno izmed obeh trših mešanic plus tisto najmehkejšo na prvem prostem treningu, preostalo od obeh trših mešanic in ponovno set najmehkejših na drugem prostem treningu. Pri Mercedesu so se na tistem glavnem drugem prostem treningu orientirali na pnevmatiko medium. In to nam da lahko misliti. Namreč to, po mojem mnenju, po tistem, kar sem lahko razumel, pomeni, da v drugem delu kvalifikacij bomo videli pnevmatiko z rumenim napisom. In to bo lahko odločilna poteza tudi, kar se tiče strategije. Po drugi strani pravzaprav ne vemo, kolikšna je količina goriva v posameznem bolidu in na tako dolgem krogu, kot je tu v Saudski Arabiji, 10 kg dodatnega goriva pomeni več kot tiste 30. Verjetno kmalu 4 ali morda tudi kaj več. Zato ne smemo prehitro sklepati, ampak videli smo tudi mnogo drugih zanimivih zadev. Najprej Pierre Gasly. A Pierre Gasly ni presenečenje. Navajeni smo ga tam. Tokrat pred Maxom, a kot sem povedal, prosti trening je prosti trening. Točke, kot dobro veste, se delijo po končani dirki. Pierre Gasly je ponavadi v skupini najboljših med tistimi preostalimi. Tisto, kar je mene osebno presenetilo v negativnem smislu, je bil Charles Leclerc in njegova grozovita nesreča na koncu drugega prostega treninga. Ne vem točno, kaj se je zgodilo. Voznik se je opravičil ekipi, verjetno zaradi napake. Dejstvo je, da Carlos Sainz mlajši je iz dirke v dirko hitrejši. Postaja tudi izjemno konstanten. In mnogokrat sem zapazil, ko je Charles Leclerc pod pritiskom, dela napake. To smo lahko videli mnogokrat. A videli bomo, kaj se bo iz te situacije razvilo. Namreč, po mojem osebnem mnenju, njegov Ferrari SF21 je utrpel poškodbe, predvsem kar se tiče menjalnika in mogoče tudi pogonskega sklopa. Na prednjem delu menim, da težave niso tako velike, kolikor ni poškodoval praktično druge šasije v 2 zaporednih dirkah. A dvomim, da pri Ferrariju nimajo novih šasij oziroma niso popravili tiste prve šasije, ki jo je Charles zamenjal v Katarju. A vseeno situacija, ki če ne drugega z psihološkega vidika ne gre v tisto smer, v katero si marsikateri navdušenec skuderije Ferrari želi. Rad bi poudaril, da tudi pri Alpinu so bili dobri, ampak najbolj me je prijetno presenetil Yuki Tsunoda. V drugem prostem treningu je bil v prvi deseterici s časom, ki ga je postavil na najtrši pnevmatiki in ni bil 10. Mladi japonski voznik je izjemno talentiran, a rabi čas, da bo dozorel, ampak ko bo dozorel, bo imel kaj za pokazati. Torej, kaj lahko pričakujemo od sobotnih kvalifikacij? Zanimiv drugi del, kjer ne vemo, kaj so pri posameznih ekipah pravzaprav testirali. A nekako lahko sklepamo, da tisti najboljši bodo posegli po tistem setu srednjih pnevmatik z rumeno napisom. A na koncu moram podati še moje osebno mnenje.
o novi progi v Geni. Edino pravo zviranje, kjer bi lahko videli kak poizkus prehitevanja, je kombinacija prvega in drugega ovinka. Videli smo kar nekaj grobih manevrov na robnikih, tam okrog kombinacije 11. in 12. ovinka. Zanka na 13. ovinku je zanimiva, ampak tam se prehitevati ne da. Proga ima 27 ovinkov, kjer so skušali napraviti praktično postavitev, ki bo omogočila bolidom narediti najhitrejši povprečni krog v Formuli 1. A mislim, da to še ne pomeni, da bomo videli dobro dirko, kjer bo bilo nekako ogromno število prehitevanj. Pustimo se presenetiti. Proga kot taka je bila marsikateremu vozniku všeč. Seveda v tistem delu, ko je na progi vozil sam, če bi moral slediti nekomu počasnejšemu, ki bi ga pa na to s težavo prehitel, ne vem, če bi toliko užival. Kot običajno gre za prvi vtis in moje osebno mnenje. O tem, kaj pravi proga in kaj lahko pričakujemo v nadaljnih korakih, pa v prispevku Zadnji briefing in seveda na koncu tudi v komentarju. Za danes, za prispevek pred kvalifikacijami, je to vse. Hvala za vašo pozornost in seveda nasvidenje.